Tretje vprašanje. Zakaj imam že od otroštva dalje podočnjake, ki se z leti slabšajo kljub dobremu spanju? Podočnjaki sami so spet povezani s tem, da govorimo o spremenjeni strukturi, kar pomeni, da je spremenjena koža pod očmi. Glavni razlog za take spremembe je seveda sprememba funkcije in v tem primeru govorimo o spremembi funkcije oči, ker če oseba oči ne uporablja za urejevanje tistega, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, ali pa da lahko z očmi dosega tisto, kar si želi, ali pa da ne sme z očmi pokazati, kaj čuti v svoji notranjosti, kako se telesno ali pa iracionalno, kako se njen iracionalni del odziva na določene odnose v okolju, se pravi, da more prikrivati ali zakrivati določene občutke, določena čustva, da se v očeh ne vidijo. Potem seveda pride do tega, da se na področju v očeh in okrog oči nabira močna potencialna energija, ki se pa seveda ne spremeni v določeno čustvo v pogledu, ampak spremeni obliko kože. In običajno so podočnjaki do zdaj pri vseh strankah, ki sem jih imel s tem problemom, je bilo povezano z tem, da so poskušali skriti žalost, razočaranost, izigranost, otožnost iz oči, iz pogleda, čeprav so noter v sebi imeli močna ta stanja. In recimo pri vseh je bilo isto, ko so nekaj časa konkretno in pravilno delali AEK vaje, so začeli vedno bolj čutiti, kako so pretirano žalostni. Recimo, ko so delali določene vaje, kjer v vajo dodajamo določeno čustveno stanje, so recimo, ko so dodajali občutek žalosti, ali pa občutek te utrujenosti, otožnosti, tudi razočaranosti ter obupa, so na ta čustva telesno zelo močno odreagirali in so v bistvu potem opazili, da imajo alergično ali pa nevrotično reakcijo na ta čustva. In smo seveda potem skozi analizo našli, od kje so ta čustva prišla in zakaj so v bistvu v določenih življenjskih okoliščinah ali pa obdobjih spoznali ali pa bili vodeni oziroma jim je bilo rečeno, da ta čustva naj ne kažejo, da jih naj skrijejo, da jih naj potlačijo, ker s tem pač samo še bolj otežuje situacijo ali pa da so preveč razvajeni, preveč malenkostni, preveč mehki, preveč nezreli in so ta čustva potlačili. Seveda ta čustva, ki sem jih omenil, grejo po sprednji strani telesa gor. Na tej poti proti gor vplivajo tudi pogosto močno na ščitnico, ki potem tudi seveda nepravilno deluje in potem prihajajo od spodaj proti očem in bi morala iti skozi oči ven, da bi nekdo s pogled otožno, razočarano, obupano, žalostno, prestrašeno pogledal nekoga z namenom, da bi mu povedal, pokazal, da mu je hudo, da mu je težko, da ne ve, kaj naj naredi, da rabi pomoč, ampak tega se ne upa zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, njegovih ali pa tudi mogoče njegove mame ali pa očeta, ker je to dosti pogosto. In potem ta čustva, ki so seveda vedno močnejša in konstantno vplivajo na njegovo razmišljanje, na sanje, na to, kako se drži, kako diha, česa se loti, česa se ne loti, vedno močneje vplivajo, izrazi jih ne in se seveda potem spremenijo jih zadržujemo v tem spodnjem delu pod očmi, kar pa seveda, tako kot prej, danes vidim, da so vsa tri vprašanja podobna, kot prej, ko sem razlagal o ustih, pa jeziku, pa
pa zapestju, se pa tukaj seveda pride do tega, da se ta napetost povečuje v spodnjem delu pod očmi in seveda, ko se to pogosto povečuje, pride do tega, da ima oseba vedno močnejše podočnjake in s tem v bistvu telo da vedeti, kaj se v resnici dogaja znotraj telesa, kljub temu, da oseba to uspešno drži stran od oči in tudi od ust. In taka oseba pol deluje utrujeno, kronično utrujeno, zelo utrujeno. To so pa osebe, ki so neučinkovite v reševanju problemov, ki imajo kar naprej probleme, ki jih ne morejo rešiti in potem delujejo zelo utrujeno, obupano, razočarano, zmatrano, izčrpano, in pogosto ga tudi pol, ker ima močne podočnjake, kar pogleda, se kar malo strašiš, s tabo vse v redu, pa on reče, ja, vse je okej, čeprav v bistvu telo jasno pokaže, da ni. In če bi ga začel spraševati naprej, bi hitro ugotovil, da marsikaj ni v redu, ampak da enostavno se je navadil na to, da tako pač je, da se nič ne da narediti, že mama njega ni mogla nikoli zrihtati, kaj če mi je sploh probati, ne. Ampak seveda, s tem, ko zmanjšujete senzorno-motorno amnezijo, pa odtujenost, pa iluzijo, začnete pa boljš kot vaši starši ali pa ko vi v preteklosti razumeti, kaj se v bistvu dogaja, zakaj se dogaja in potem pridejo na vrsto in na voljo načini, kako z uporabo zavesti kreativno spremenite svoje vedenje iz kroničnega, takšnega, kot so ga imeli tudi vaši predniki, pa so glih tako preživeli, nekako sicer, pa pol tudi vi rečete, se bom jaz tudi, ampak tukaj imate pa možnost, da v bistvu spremenite svoj način življenja in ga kreativno izboljšujete, zato da dobite več možnosti, da spremenite svoj način življenja in da potem v bistvu dosežete več in bolj kvalitetno funkcijo, ter seveda tudi, kar je v bistvu tudi namen AIQ metode, da lahko vaše življenje postopno izboljšate in kaj je še bolj pomembno, da te vzorce, ki dokazano niso več v redu in jih tudi ne bi rabili več imeti, jih ne bi potrebovali več uporabljati, ker imamo zdaj drugačne možnosti in drugačno znanje na razpolago, da ne dajete naprej svojim otrokom ter še njim v bistvu otežujete življenje bolj, kot je to potrebno.